Medtem ko zaključni račun občinskega proračuna za leto 2017, ki je prav tako na dnevnem redu četrtkove seje mestnega sveta, kaže realizacijo prihodkov v višini 86 milijonov evrov, naj bi ti v letošnjem letu sodeč po predlaganem rebalansu dosegli 115 milijonov evrov. Še 6,4 milijona evrov naj bi prišlo iz prodaje kapitalskih deležev, 3,6 milijona evrov je ostalo na računu od lani, 12,2 milijona evrov pa naj bi pridobili z novim zadolževanjem. In prav slednje je zmotilo prvega moža Liste za pravičnost in razvoj, Stojana Averja. Na osnovi tega, ker hoče ali pa mora uravnotežiti proračun, če na nek način predvidiš prihodke, pa jih seveda uravnoteži z odhodki, odhodki so seveda bili, prihodkov pa ni bilo. No in zdaj je zanimivo, zdaj pa imamo na vrsti rebalans tega proračuna, na mizi imamo torej gradivo in zdaj iz prvotnih 12,5%, kot smo jih imeli sprejetih v letošnjem letu, pač v proračunu, ki je že sprejet in smo ga sprejeli lani, v tem rebalansu pa seveda že upada transferni prihodek na 8,8%. In kar je najbolj pereče, v prvih 3 mesecih pa je realiziranih zgolj 1,2%. Torej, če to zdaj množite, hitro pridemo do številke, da bo ta številka enaka, celo še po nekaj ocena celo manjša, kot je bila do sedaj v teh letih za nazaj. In če seveda povzamem še enkrat, torej delo župana Andreja Fištravca in njegove mestne uprave je izpod, vsake ekonomske logike. Župan Fištravec vse očitke odločno zavrača. Prvi komentar je zaključni račun preteklega leta, ki kaže, da smo cirka 25% natančno načrtovali. Jaz mislim, da se bo nekaj podobnega zgodilo za letošnje leto, s tem pa, da je treba biti toliko objektiven, da vidimo, da se je v letošnjem letu, nekateri pravijo, da je to predvolilno leto, ampak v tem letu smo sprostili lastne vire, ki jih lahko investiramo v investicije, smo pridobili nove evropske vire iz nove perspektive, kar do zdaj praktično ni bilo mogoče, in tudi dodatne državne vire. Z zvišanim proračunom ima občina natančne načrte. Dodatna sredstva se tako na odhodkovni strani namenjajo na področju komunale, 1,5 milijona za zimsko vzdrževanje cest, potem 25 tisoč evrov za sanacijo cestišč s prevlekami, 162 tisoč evrov za redno letno vzdrževanje javnih površin, 70 tisoč evrov se namenja izgradnji ceste Račji dvor. 157 tisoč evrov bo občina namenila še za vodovodno infrastrukturo, 170 tisoč evrov za tehnično urejanje prometa in 1,3 milijona za projekte trajnostne mobilnosti, 200 tisoč evrov za urejanje Streliške ulice, pol milijona za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa in 100 tisoč evrov za nove okrasitve in še enkrat toliko za vzdrževanje semaforjev. Bodo pa ta teden mestni svetniki potrjevali investicijsko dokumentacijo za izgradnjo podvoza pod železniško progo na Ljubljanski cesti, za kar naj bi večino denarja prispevala država.